Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni. Zemljepis smo imeli v šoli, pa geografijo in imamo kar takoj občutek, da se dobro poznamo naš planet Zemlja. A danes ga boste spoznali iz malce drugačnega kota, na malce drugačen način. V moji družbi je geomant Marko Pogačnik, pozdravljeni in dobrodošli. Hvala za povabilo. Vsekakor. Geomantija, ljudje, kako jim razložite, kaj je to v bistvu? Geomantija je pred geologijo. Aha. To je srednjeveška znanost, je bila geomantija. Torej, to pomeni, kako prepoznati duh pokrajine Zemlje. To se pa potem preko logike v geologijo. Aha. Torej, logičen pogled na Zemljo. To je komplementarno. To je tako kot glava pa srce. Je rekel mali princ, bistvo je v čem nevidno in tukaj je bistvo, Tako, ne? ja. Super. Zdaj, že nekako nam je jasno, da naše fizično telo ni samo fizično telo, a ne? Da nismo samo kup kosti pa mesa, da imamo neke energijske centre, čakre ali kakorkoli jim pač že rečejo, neka mana, prana, či, ki, kakorkoli že. Ali ima tudi Zemlja vse te zadeve? Bi mogli na Zemljo bolj kot na nek planet gledati kot na bitje? Ja, to je ključno. Mi smo kot nekakšen mikrosvet, Zemlja je pa makro, to se pravi, ona ima vse to, vse te različne centre, ker preko, to ni nobena mistična zadeva, to je praktično, tako kot rabimo ledvice ali pa srčno mišico, tako ona uporablja tudi te centre za to, da lahko ureja življenje, da lahko na enem planetu, ker jih ni veliko, da ustvari življenje, da lahko in vzdržuje življenje. Ampak seveda so določeni kraji, kjer je ta njena skrb za življenje Zemlje koncentrirana. To so kot rečemo sveti kraji. Tam so vozlišča teh njenih živcev, zmajevih črt. To bi bile kot čakre potem. Ampak ni, da bi Zemlja imela svoje čakre. To je ogromno telo. Se pravi, da imajo, vsak kraj ima svoje take energijske centre, vsaka pokrajina, kontinent. Tako se to gradi od malega, vsak vrt pravzaprav. Ima majhne centre, tako se vemo, v človeku so tudi neskončno število teh centrov in pa živčnih vlaken, akupunkturnih črt in tako je tudi pri Zemlji. Gaja je torej duh Zemlje oziroma bitje, poimenovano bitje. Ja, je tudi telo. V tem smislu, da je recimo ta fizična Zemlja, ki jo geologija pozna, je tako kot prej ste rekla, da nismo samo kosti in meso. To bi bilo... Torej kosti in meso. Ja. Okay. Ampak vse drugo, kar mi tudi smo, je tudi ona. Torej, gremo k enosti, k celostnem razumevanju. Ja, to se pravi, ona je tudi zavest, ona je tudi živo bitje, ki diha vsem življenjem, ki ga je ustvarila in je tudi prizadeta, če se nekaj proti njej deluje. Vi se tega zavedate, vi to raziskujete, ustvarjate, kreirate, zdravite, zato nam lahko poveste, v kakšnem stanju je Gaja trenutno? Trenutno je na prehodu. To se pravi, očitno je, da ni tako kot zdaj obstaja, ki je tako zreducirana na fizično Zemljo, nima nobene bodočnosti zato, ker nima življenjske sile, nimajo dovolj prostora. Okay. Ampak ona ohrani življenje v vsakem pogojih. To se pravi, hkrati, ko zgublja Zemljo, tako rekoč, Gaja zgublja Zemljo, ona tudi Zemljo ustvarja. Se pravi, da v nekih drugem spektru ustvarja pogoje za življenje jutri, za jutrišnje pogoje, ki so tudi že danes. Če ne bi tega delala, bi že danes bilo veliko slabše, kot je. Se pravi, Gaja bo preživela, če bo pa človeštvo preživelo na Gaji, bo vprašanje. Ja, mislim, ona ustvarja zdaj različne tragične situacije, da bi človeka opozorila, da bo recimo ta stara Zemlja
še en določen čas obstajala. Torej, te situacije so potresi, poplave? Ja, pa da zgori materino svetišče Notre Dame v Parizu, recimo, taki dogodki, ali pa da pol Avstralije zgori v gozdovih. To so vse znamenja, da recesije, torej da ona umika svoje energije iz enih določenih frekvenčnega območja, ki ga mi poznamo kot normalno. To je Zemlja. Ne, Zemlja lahko premakne ta spekter. Ona zdaj premika ta spekter na ene druge nivoje, kjer ni prizadeta, kjer so možnosti, da bo speljala življenje, da bo še boljš, pa še lepše. Torej, vprašanje je, ali bo človek ostal na tej frekvenci, ali bo šel z njo naprej. Zato je toliko gibanj in interesa o teh nenavadnih rečeh, zato ker se ljudje že pripravljamo to, da bomo šli Zemljo, da ne bomo zaostali. Mi se moramo potruditi, da mi smo taka samostojna bitja. Ona nas ne more kar kot enega otroka vleči s sabo. Ja. Ampak mi smo samostojni, imamo svojo lastno sposobnost odločanja in se moramo potruditi in spremeniti način mišljenja, razviti večjo občutljivost, ker ona prevaja zdaj na bolj fine frekvence. Ker te grobe frekvence smo mi zasedli. Mi vse posod zasedamo vse. S čim konkretno najbolj škodimo Gaji? Konkretno, a to s tem, da se, ne vem, plastika povsod uporablja, ali to z, ne vem, nakupovalnimi centri, s cestami, s čim pa? Največja oblika agresije proti Gaji je po moji izkušnji način, kako ljudje razmišljamo. Torej, mi vzdržujemo s tem, ko ignoriramo njene duhovne, recimo, subtilne razsežnosti. Mi vzdržujemo eno določen vzorec, to je tudi energijski vzorec, ki ne dovoli, da bi ona s polno paro lahko urejala življenje. Sej to je naše dobro. Ja. Ampak mi se nekako bojimo te širine zavesti. A lahko povete kak praktični primer, recimo? Ja, to, da smatramo, da je vse to, kar je govora v geomantiji ali teh subtilnih nivojih, da je to New Age ali pa da je to mistika. Ezoterika. Veliko je tukaj res neumnosti, ampak na splošno mi na ta način vzdržujemo kot eno kletko. Zakaj je to kletka? Ona ne more svobodno, ona bi lahko nam pomagala v tej situaciji, ko zgleda, kot da življenje nam umira, ampak ne more zraven, ker mi vzdržujemo kolektivno eno tako trdo miselno obliko in tukaj bi lahko, ker potem, če bi spremenili način, bi ona nam lahko sugerirala, kako mi tehnologije lahko spremenimo, ampak mi začnemo pri spremembah tehnologije. Ampak to ne deluje na celoto, ampak samo v nekih koščkih. Kako na Gajo vpliva ta 5G, pa Wi-Fi, pa vse take zadeve? Vemo, da slabo vpliva na človeka, vemo, da slabo vpliva na živali, ne vem, ne najdejo domov in vse take zadeve. Kako pa na Gajo? Ja, na Gajo vpliva tako, da ona ni svobodna, da bi vzdrževala življenje. Ona ga je pripravljena tudi v urbanih sredinah vzdrževati, ampak če zasedemo, bi rekel, to polje frekvence, energijska polja s svojimi frekvencami, potem ona je potisnjena ven, potiskamo jo ven iz življenja, ampak to pomeni konec življenja. Tako da bi morali tukaj dovoliti, da so neka območja, ki so svobodna vseh teh frekvenc, vibracij in tako, ja. Tako kot imamo nacionalne parke, recimo. Bi morali zavestno to urejati in se tudi čemu odreči, kar ni potrebno. Mogoče G5 ni potreben za to, da bolj srečno živimo in da smo bolj ustvarni. Jaz sem prepričan, da ni. Ampak je nek interes to
razvijati za neke dobičke ali za kontrolo nad ljudmi. In to je pa Gajo to ne zanima. Gajo to samo utesnjuje njeno sposobnost vzdrževanja življenja. In če bi bomo vse pore zaprli, je konc. Je konc. Z nami. Ona bo pa se premaknila drugam. Ja, ona se potem premakne drugam, ja. Kako je recimo, ko nekje zgradijo neko cesto ali pa avtocesto, na Islandiji recimo vem, da oni to vzamejo v zakup še bitja, ki tam živijo, ki so nevidna in tako naprej. Delamo škodo tudi s tem čisto materialnimi zadevami, pa parkirišča, pa tako fizično. Ja, seveda delamo škodo, ampak mi smo nekako povabljeni na planet in smemo razvijati svoje stvari, samo bi morali zmeraj imeti tudi, recimo, Gaja ima določene kraje, ki so njene, kot smo rekli prej, čakre. In tiste kraje bi morali varovati. Recimo cesto speljati, to se na Islandiji dogaja, da je ena gospa, ki je občutljiva in ima to pravico, da reče, ne, tukaj cesta ne sme iti, mora iti 100 metrov stran. Ampak ne, sme iti, samo prosim ne tam, kjer Gaja diha, pa kjer ima svoj center, s katerim ureja življenje. A veste, tako bi se dal, če bi torej sodelovati. Kaj pa pokopališča? Kaj nam lahko poveste o tem? Ali obstajajo kraji, kjer nudijo možnost komuniciranja s predniki in tako naprej, kot šamanizem pravi? Ja, obstajajo taki kraji, seveda samo ne pokopališča, ker to ne gre preko trupel, ki bi morali to drugače urediti. To so kraji stika s predniki, to so kraji, kjer predniki so pač v neki drugi frekvenci bivajo. In so kraji, kjer se naše frekvence, našega prostora pridejo čisto blizu in grejo spet narazen. In stare kulture so te kraje prepoznale in so vedele, tja je treba iti, da lahko dobimo stik. In to se da tudi najti danes. Jaz pri delu s pokrajino zmeraj znova najdem take točke. Kaj pa portali? To obstaja? Portali, kjer so drugi svetovi in tako naprej? To je pravzaprav portal. To je portal? To, kjer se predniki lahko zelo približajo. In tako je tudi z drugimi bitji, z elementarnimi bitji, pa z angelskimi bitji, torej s paralelnimi evolucijami. To imenujejo portal. So kot nekakšna vrata in tam stare kulture so imele neke rituale, recimo prositi za ključ. Se to včasih uporabljamo, prositi za ključ. Ali pa, ne vem, različno. Vse to ni važno, ampak tako, da se ta vrata odprejo. Ta vrata so sicer zaprte zato, da ne bi bilo zmede, pa da ne bi vse se pretakali. Sem brala v vaši knjigi, da celo narava kaže, kje te kraje so. Za temi, da se vidi to na drevesih, pa na živalih. Recimo, z rastline na drevesih so tako imenovana vilinska očesa. To so, kjer se dve drevesi spojita, naredita kot eno tako okno. Ali pa kako so veje oblikovane, ali krošnje včasih so. Recimo na Pohorju so zelo močni, tam pri Svetem Urhu je tak portal z ognjenimi duhovi. Tam smreke ne rastejo naravno, smreke rastejo zmeraj naravno, pa tle grejo kar tako vijugajo. In nakazujejo. Na ta način se ve, tukaj je element ognja tako močan, tukaj mora biti nek prehod, ljudje so potem romarsko cerkev postavili, ker je bilo neko izročilo očitno. Da je tukaj tak portal. Kaj pa v Tolminu, ko pravijo, da so tudi tam neka vrata, kjer lahko človek zgine, pa take zadeve? Ja, to je tudi na Bohinju, recimo. To so taki kraji, lahko se kar zaide v tak portal, čeprav to v glavnem so varovane, ta vrata. Ampak kot geomanti lahko tudi ustvarite tak portal? Ja, ampak za to je potrebno neko ustvarjalno delo. Recimo, kot se jaz ukvarjam
z akupunkturo prostora, to se pravi, ampak ne samo kamni, ampak predvsem klešemo take znamenja, ki jih imenujem kozmogrami, in s pomočjo, na ta način se prostor tako rekoč nagovori in se ustvari, tak portal se ustvari. Ampak najprej se pa skomunicira, vidimo zdaj tudi fotografijo, pa nasploh te vaše kamne veliko jih vidimo, no, ne vem, ali pa jaz sam hodim po takih krajih. Mnogokrat opazim, celo v Ljubljani so. Ja. So v Ljubljani sta dve veliki kompoziciji. Ena je v BTC, to je Točka miru, tam blizu tržnice. Ja, tam pa se res rabi mir, ne? Ja, potem je pa še hologram Evrope, tam na križišču Tivolske in pa Slovenske. Ampak bojda, da je to del neke večje slike, to ste po celem svetu pravzaprav. Ja, to je stotine takih kamnov. Razen Avstralije, na vseh kontinentih. Jaz se zelo trudim za to, da človeštvo ne zgubi stik z Gajo, z zemljo, ampak da bi skupaj z njo ustvarili nekaj novega, ker sem prepričan, da smo sposobni narediti, ampak moramo pa sodelovati. Iskati tudi pota, kako lahko sodelujemo z njo. Ne pa, da samo po svoji glavi ravnamo. Se pravi, če dava tale trenutek nalogo našim gledalcem, pa rečeva, pejte na sprehod v gozd ali pa posadite eno rožico na vašem vrtu ali pa kakorkoli, bo to že nekaj majhnega, kar bo prispevalo. Ali bi več prispevalo, če rečeva, spucite tole, kar tule noter? Ja, ne, oboje. Recimo, posadite rožico, ampak tako, da jo darujete Gaji ali pa da imate stik z njo, no, ne kar samo tako. Se pravi, bi se mi mogli pogovarjati, itak pravijo vrtnari, da če se z rožo pogovarjaš, da lepše raste, a ne? Se pravi, ko gremo v gozd, se pogovarjamo z gozdom. Ja, tako da se gre skozi gozd, ne samo ozko v telesu, ampak tako, da razširiš svoje peruti, tako rekoč občutek, da greš skupaj z gozdom, ko se premikaš, kot da si auro razširil in greš. In tako greš skozi drevesa in to je... Ampak otroci se mi zdi, da se kar imajo, mislim, da se bolj povežejo z vsemi temi zadevami, da so bolj odprti, manj obremenjeni verjetno. Ja, seveda, to kasneje šola je žal pod razumskimi vzorci in potem otroci to zgubijo, pozabijo. Govorila sva tudi v eni izmed oddaj o elementarnih bitjih, vilinskih bitjih in tak naprej. Ali otroci lahko komunicirajo, jih lahko vidijo? Jaz mislim, da jih, kakor poznam pri svojih otrocih ali pa tako malo sem tudi učil, vidim, kako rišejo, da verjetno ne znajo o tem govoriti. Tudi za njih je to nekaj zelo čudnega. Mislim, bojijo se, da je to zelo čudno za starše ali za kogarkoli. In to skrivajo pri sebi, dokler dovolj ne odrastejo, da lahko tudi za tem stojijo, za svojimi občutji. Wow. Evo, ogromno praktičnih nasvetov so zdaj naši gledalci lahko spoznali, zdaj pa jih je treba prenesti v prakso. Tako, ja. Iz teorije v prakso, tukaj se pa potem začne modrost. Najlepša hvala, Marko Pogačnik, za vse izjemne knjige in za vso izjemno znanje, ki ga podajate. Bi pa vam, gledalcem, priporočala, da si pogledate tudi take vaje, ki jih lahko izvajate v naravi. Gaja Touch oziroma dotik Gaje, zelo priporočam. Ja, hvala.